Tako je, Šarčevi ministri še naprej padajo kot po tekočem traku. V pol leta je premier Šarec tako ostal brez četrtega ministra, po Marku Bandelliju iz SAB, Dejanu Prešičku iz SD in Juretu Lebnu SMC še brez svojega Fakina. Režija, lahko prosim dopolnimo sliko? Še zmerni tombola. Me zanima, a bodo počasi uvedli kakšno tradicijo s temi ministri. Naprimer, ne vem, Fakin meče kravato, kdor jo ujame, odstopi naslednji. Znan pa je tudi že nov kandidat za ministra, to je zdajšnji direktor UKC Ljubljana, Aleš Šabeder. Ampak, a je on res prav človek za to funkcijo? Mislim, da je zdravstvo je tako razsuto, da bi moral to noter seči nekdo, ki mu je vseeno, kaj bo mislil o njemu, ki ga ne bo strah, da potem ne bo dobil službe. Ja. Se meni sam zdi, ali Jelinčič le promovira malo sam sebe za ministra za zdravje. Kaj si drugi mislijo o njemu, je itak vse, ne? Bolj nezaposljiv, kot je zdaj, bo težko postal. Da res dobi službo, mora dodati samo še dva pogoja. Da mora nov minister imeti diplomo iz farmacije in plemiško kri. Zanimive pa so tudi okoliščine Fakinovega odstopa. Sicer pa Fakin odhaja zaradi bolezni. Sredi delovnega obiska bolnišnice Golnik v začetku februarja ga je napadel tako hud kašelj, da so ga takoj pregledali zdravniki. Zdaj je bil na bolniški že 3 tedne in zdravljenja še ni konec, zato je presodil, da svojega dela v enem najzahtevnejših resorjev ne bo zmogel nadaljevati. Kaj pa, če sploh ne gre za odstop, ampak samo za delovno usposabljanje? Kakorkoli že, malo težko iti mimo informacije, da je minister za zdravje odstopil zaradi bolezni. A ni to tako, če bi okoljski minister odstopil zaradi onesnaženega zraka? Ali pa direktor McDonald'sa zaradi debelosti? Ali pa Roka zaradi cirkularke? Ta bila malo na silo priznava. Dajte priznati, je res nora novica, no, a ni? Mene zabava. Mene zabava, pa to berem. In če vam do zdaj še ni jasno, da je zdravstvo res v razsulu, tu še ena novica, v katero je kot žrtev vpletena kar bivša zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc. Škandal se je zgodil decembra 2017, ko je ministrica v takrat Cerarjevi vladi zaradi slabosti prišla po pomoč na urgenco, od koder so jo po dodatnih preiskavah že naslednjo jutro izpustili domov in začeli ferbcati po njeni kartoteki. Prav ste slišali, zaposleni v UKC so bili postavljeni pred zahtevno moralno dilemo. Ali se ravnajo po načelu radovednost ni lepa čednost, ali pa po načelu zdravje je naše največje bogastvo. Poglejmo, ali je šefica blizu bankrota. Vdor v zasebnost je seveda resna zadeva, toda koga lahko sploh krivimo? Sistem je tako naravnan, da kliče k nepravilni uporabi in zlorabi. Kriviti moramo torej sistem, ki kar kliče po zlorabi. V redu, še dobro, da je gospa Čebašek Travnik predsednica zdravniške zbornice in ne odvetnica posiljevalca. Najpomembneje pa je, da gre pri nepooblaščenem pogledu v kartoteku bivše zdravstvene ministrice za osamljen primer. Vse je osamljen primer, a ni? A je, a ni? Ironično, ampak prav v njenem mandatu, ki velja za enega najslabših, je bilo prek Googla 3 leta javno razgaljenih tudi na stotine izvidov in napotnic bolnikov izolske bolnišnice. To pa je ironija, ne? Mogoče pa zaposleni v UKC niso bili radovedni, pač pa samo tipični ljubljanski hipsteri. Hoteli so videti datoteko, še preden je bila kul. Preden vizoli vse dajo na torrente. To, kar je med ministrstvi, zdravstveno ministrstvo, je med bolnišnicami izolska. Ampak resno, kaj dogaja v Izoli? Streljanje v čakalnici, zdravnica brez diplome in zdaj še zasebni podatki na Googlu. Zdaj, poleg vprašanja, kaj dogaja, se postavlja vprašanje, kdo to gleda? Odgovor je preprost. Ljudje brez dostojanstva. Pa dejte folk, ne morete tega googlati. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!